Spet je čas za klepetavo kuhinjo. Jaz sem že nabrušena, tako kot noži mojega današnjega gosta, Miha Grulja, ki bo danes v moji družbi. In če kdo pozna Miho, ve, da bomo danes govorili in kuhali z gobami. Miha, živijo, lepo pozdravljen. Zdaj, zate prav, da si velik gobarski navdušenc. Jaz recimo na drugi strani sem totalno antigobarka, torej ne samo, da se ne spoznam na gobe, da jih ne nabiram, tudi jem jih ne. Danes se zna to malo spremeniti, ker Miha je prepričan, da lahko to spremenimo, tako da bova videla, kaj bo ob koncu oddaje. Miha, odkje tako navdušenje nad gobami? Ja, ko smo bili mulci, smo gojili nore gobe. In je ta proces razvoja me je tako navdušil, da smo s kolegom takoj postavili gojilnico. In od tam je šel naprej. Nisem ustavil. No. Danes bova midva v bistvu pripravila, tako da ti lahko začneš. Jaz te bom vmes malo spraševala, da naš škole stol primera, ker imava sam dobrih 10 minut. Danes se spoznavamo z ostrigarji. Prvič vidim to gobo. Kraljevi ostrigarji. Kraljevi, poudarek na kraljevi. Ja. Okay. Kaj pa ti zadelaš to z žlico? Nastrgali bomo zato, ker bomo naredili pulled mushroom burger. Pulled? Burger z ostrganim ostrigarjem. Tako da ga je treba najprej natrgati. Lahko pomagaš tega? Ja, najprej bom pogledala, ker gobe sploh še rok nisem imela, strgala gobe pa še manj, tako da bi najprej sam videla, kaj vse boš točno nastrgal. Ja, takole. V bistvu samo ta spodnji del. V bistvu ga moraš dati na take resice, da zgleda, kakor je natrgan. Ok. Wow, no tole mi zgleda zanimivo. Ne zgleda, se je natrgan. Ja, sej vidim, da je. Mimogrede, na vaši spletni strani piše mlado podjetje usmerjeno k ozaveščanju in samooskrbi z gobami v urbanem in podeželskem okolju. Torej, nekako tvoja misija se mi zdi, da želiš približati gobe v vsak dom. Zakaj? Tako je. Zdaj, zato, ker so fascinantne, ker so pač bitja, ki jih najmanj poznamo. No, sej to. In tudi take stvari, tudi taki burgerji. Mene prepriči antigobarko, zakaj so gobe toliko fajn za uporabo, za jesti in v končni fazi za gojiti. Zato, ker prvo so dobre, čeprav ti se ne strinjaš z mano. Še. Zelo so okusne, z njimi se da najrazličnejše stvari delati. Potem, ko jih gojiš, je pa razvoj, zaradi katerega sem tudi jaz pač celoto gojiti gobe, je pač zelo hiter. Enostaven. En teden traja, da gobe od nule zraste do 100%, kar je pač nobena druga torej dobra samooskrba. Nobeno drugo živilo tako hitro ne zraste. Ne? Se pravi, je to okoljsko, ena boljših zelenih živil. Ne? Vonja nima? Ne preveč. Ne. Niso jurčki. Miha, greva kakšno hečo. Stvari, ki se mi zdi, da ljudi, ki torej imamo malo odpor do gob, najbolj moti tekstura. O kakšni teksturah govorimo, ko govorimo o gobah? So tukaj različne teksture, okusi itd. Bom zelo vesela kakšne informacije. Ja, vsi povezujemo to sluzasto teksturo, polžasto teksturo z gobami. Tega je res veliko in tisti, ki se mi je to včasih zamerili, čeprav jaz sem bil to tak, ker sem bil mali, nisem mogel, ker je bil pač to polž zame na krožniku. Tisti pač ne marajo, tisti poistovetijo gobo s tem sluzastim, ampak se jih da na najrazličnejše načine pripraviti. Tole danes recimo ne bo nič sluzast, potem marsikakšna goba sploh nima take teksture, ki se jo pač pripravi na drugačne načine, kot ne vem, stejke in tako naprej. Tudi bukovega ostrigarja recimo se da tako pripraviti kot en ala steak varianta. Kako pa v bistvu okus, kje so tiste začimbe, kaj v bistvu uporabljaš, da gobi daš neki dodaten? Ker verjetno goba sama po sebi, ne vem, ima dovolj okusa? Goba ima ful okusa sama po sebi, ampak odvisno katera goba, ene so kot spužve, se da pač prilagoditi ta okus svojim pač željam in potrebam. Medtem, druge so pač gobaste, jurček je pač jurček, a ne? Kraljevega ostrigarja pa ga bomo z eno tako ustrezno marinadico oplemenitili na koncu in je to čist druga goba. Ok, odlično. Mislim, čist drug okus. Zgleda v redu tole. Zdaj, veš kaj me še zanima, eno vprašanje imam. Mi smo v naši oddaji, torej večkrat že govorili o tej ljubezni do hrane, ti tvoje, torej tista, ki so gobe. Zdaj, pri starejših ljudeh se mi zdi tudi, da je to nekako veljalo, pa zakaj ljudje ne jemo to gob, so hranilna vrednost. A sploh imajo kakšno hranilno vrednost? Popularne nikoli niso bile neki gobe, razen gobeve juhe, recimo, po večini primerov. Torej, kakšna je ta vaša misija v podjetju, da ste to spremenili? Oziroma, kaj je tisto, s čimer nas lahko danes prepričaš, da nam poveš, da je to popolnoma enaka hrana, kot če vzamemo recimo en meso?
primer, na stejke smo vsi nori, ne? Vsaj večina ljudi, ki je meso, oziroma vegetarijanci bi pač mogoče kakšno zelenjavo izpostavili ali pa kaj drugega, ne? Torej, zakaj so gobe v bistvu toliko zelo, bom rekla, na nek način, kaj bi rekla, izvzete, ne? Iz osnovne kuhinje? Bila je en ameriški žurnal, je naredil eno raziskavo, glede na... Zdaj pa si eno probala, veš? Ja, glede. Medtem, kaj ti govoriš. Eno raziskava je bila narejena na temo uživanja, vsakodnevnega uživanja gob, skoraj bilo katerih. Tudi pač sem to, kdo je goba, to, kdo je vnešeno v organizem. In so ugotovili, to je bila 56 let dolga raziskava, ki je vključevala 17 različnih študij. In ugotovili so, da tisti, ki so redno uživali gobe, so imeli 45% manj raka. No, to je podatek. Kar ni malo. Točno tako. Tole mi gre super, tako da vem, da sem talent. Imajo definitivno efekt, podcenjeno so zelo, ne znamo jih uporabljati, mi jih uporabljamo v župcah, pa v omaki z rezkom. In to je to? To je to, kar vemo, ne? Ampak se da veliko več. Da se jih tudi na različne načine uporabljati, ni zdaj samo hrana, pač posodle ekstrakti, ki so zelo učinkoviti. Kje gobe pa vas torej vzgajate? Vzgajamo kraljevega strigarja, resastega bradovca. Zakaj te gobe, recimo? Zakaj te 3? Zaradi tega, ker se jih pa splača. Na načine, kakršne mi gojimo gobe, to so butični načini predelave. To je drug... A sem dober? Super, vrhunski. In talent, kakor ne jem gob, mi gre tole presenetljivo zelo dober. Vem, da so z gobo kar natiratale. Te masovno predelane gobe so na drugačen način narejene. Se pravi, to so običajno te ponudniki oziroma posredniki kupujejo substrate že narejene, iz njih gojijo in to je pač zelo, veliko lažje jih ful več narediti. Pri nas pa delamo vse od nule do konca sami in to so dodatni 4 koraki, ki so pač, ki zahtevajo čas in energijo in tako naprej. Je potem gobe, ki imajo večjo kupno vrednost, se bolj splača na ta način gojiti. Tiste, ki so pa pač, ne vem, šampinjonov, se ti glih ne splača doma gojiti, ki ga moraš za €1 prodati. Bil si tudi, rekel si na odprti kuhinji, veš, da te moram vprašati, kakšni so bili odzivi, kaj si v bistvu tam ponujal in kakšni so bili odzivi, na to me res zanima. Ponujali smo tele burgerje. Tudi odčlanili smo se, oziroma na to kulinarično pot smo šli, zaradi tega, ker so bili odzivi na ta burger nadpričakovani in sem si mislil, pač imam gobo, da se mi predstavljati, zakaj pa ne bi ljudem to ponudil in pač ljudje so bili zelo zadovoljni in tudi zaradi tega smo pač toliko časa namenili temu, ker mi je ful dobro ljudem to predstavljati. Ti drugače pa nisi kuhar, ne? Ne. Super, no to imam največ. The best. Kaj pa zdaj v bistvu še dodal noter? Tako, zdaj smo gobe, recimo fajnih je recimo mečken dlje tudi pražiti zaradi tega, da se ta celična stena še bolj zrahlapa, recimo še več učinkovin spustijo. Torej z gretjem spuščajo več učinkovin? Z obdelavo. Z nekim tretiranjem, ki jih spravlja v neke ekstreme. Von je ful prijeten, se pravi, obožujem von gob, meni je res prijeten, ampak se pravim pa. Se pravi, to imamo zdaj narejen, zdaj ga bomo še... To je ena marinadica. Kaj spada v tle note, je tukaj še skrivnost? To pa ne bom povedal. To pa ne bo povedal, tako da, dragi gledalci, mislite si, kaj si hoče. No, kakšno informacijo lahko daš na podlagi? Paradižnikova omaka je, potem sojina omaka. Na bazi tega. Na bazi torej paradižnika in sojina. Soje, v redu, vsej veliko si nam dal, ne? Tako da, če to dodamo noter, bomo že dobili nekako. V bistvu so to ene take čarobnice, se meni, vse bolj dozdeva, no? A ne? Sploh ne vemo, koliko so čarobnice. Koliko je pa težko, recimo, rekel si v enem tednu nekako je goba torej 100% razvila svojo rast, ne? Koliko paš pa ti dela z njo v tem procesu, torej predpriprava, preden goba sploh zraste? Predpriprava je tako, imaš laboratorijski del, moraš kulturo razviti, potem moraš... V bistvu je 5 korakov, ki pripeljejo od spore oziroma od kulture do gobe. In to traja, vsak korak zahteva nekaj časa, kakšen teden, 2, 3, odvisno od gobe, ene tudi 5, 6. In ima to lahko vsak človek doma goji? Mesecev.
Ja, to lahko vsak človek doma goji. To imamo tudi take grow kite smo pripravili, to je bil naš prvi produkt. Torej paketek, v katerem dobiš vse potrebno, zato da lahko sam vzgajaš gobice. Tako, ti v bistvu že dobiš preraščen substrat, gor prerežeš, v folijo X pošpricaš parkrat na dan in gobe zrastejo. Katere gobe pa so na voljo, da jih lahko recimo sami doma vzgajamo? Največkrat imamo bukovega ostrigerja, pa poletnega ostrigerja, pa resastega bradovca. Ok, super, evo. Ampak tole mi da zdaj kar poskusiti, izgleda res čudovito in lepo. Ajde, deva. Čakaj, jaz ti bom kar tle na krožek, mogoče gor dala, ko boš želel. Evo, takole. Na burger smo dali še eno domačo majonezico omakco. Potem zelje, gobice. Dali bomo še karamelizirano čebulco. Paradajzek. Je narežeš en paradajzek? Jo, seveda ti narežem. Tako po dolgem? Da bo čim večji konc. Razumem. Načeloma dam noter, kar je pač res dober kombo, še bri sirček. Aha. Ampak ga danes nimam. Tole je pa, samo da vidite, kako tole izgleda. Tole je pa res en tak orang burger, ker mislim, da bi tudi vsi tisti, ki ste sicer res ljubitelji samo mesa, mesnih burgerjev, da bi jih tole prepričali. Ti, kako je pa z nasitnostjo? Torej, koliko te tole nasiti? V primerjavi recimo z enim burgerjem, ki vsebuje meso? Ja, mene isto. Aha, ok. Mene isto. Nasit. Ok. Ja. Zdaj pa trenutek resnice, a ne, Miha? Kdo bo prvi? Ja, jaz pa ti, a ne? Jaz ne bom, evo. Kaj ne boš? Ne, jaz ne jem gob. Dobra pora. Ok, Miha te verjetno res gledajo ven iz ušesne, jaz si bom pa vsem Bom pa dam... Ja, kar dej naveč, jaz bi res samo čist malo poskusila, no, za prvič. Malo manj trema, priznam zdaj, da mi je tako malo, veš. Ne, ampak res vidim, s kakšno ljubeznijo si to pripravil in bi bilo zelo nekulturno od mene, da ne bi tega poskusila, ne? A si lahko vzamem kar en izvoli. košček? Okay. Babi moja, če me gledaš zdaj, babi bo zdaj po moje mažurko gor. Ok. Pa dajmo. Diši res lepo, no. Takole, zdaj bom pa, ne, mogla sem si čas vzeti. Torej, okus je bombastičen, teksture pa sploh ne čutim, da bi bila gobasta. Če kakšen košček vmes pride, recimo take sem probal odstraniti, ki so večji, a ne? Ja. Prav sem zaradi tebe sem jih odstranil. A veš, da res sploh nimam občutka, da je... Pač tole bi recimo čutila, če bi bil tako velik kos. Če bi bil cel čank Torej, noter. vsa fora v tem je ravno v tem, da v bistvu nastrgaš na take mečkane in to v bistvu, da ta goba v bistvu pol izgubi to, ne? Ja. Tisto, ki nas vse anti-gobarje moti. V glavnem, Miha, hvala ti za tole, sem presenečena. Ne vem še, če bi si jo kdaj naročila, mislim, da se bom mogla večkrat dobiti, da mi bo še malo bolj popišla gobe. Hvala ti še enkrat, res zelo okusno, tako da lej, prvi korak sem naredila. Tako da te bomo spet z veseljem povabili, pa boš še kaj drugega pripravil, pa bo svet videla, kje sva, ne, in kako dobro mu je šlo za vse nas anti-gobarje. Hvala ti, Miha, še enkrat. Prosim.